smo veseli, da si z nami. Dajmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček, Na svet za boljši svet. s pravljico v ušesih, gremo na potep. Živjo! Hello! Šinare. Dobar dan. Ej, pazite tole. Preden začnemo, vam moram povedati eno novico. A ste vi vedeli, da je vsako prvo nedeljo v mesecu vstop v muzeje prost? Ja, Jošt, to pa ni novica. Jaz zelo rada hodim gledat razstave in po zimi, ko je zunaj hladno, večkrat obiščem stalno razstavo v Narodni galeriji. A kar vedno isto? Ja, ker mi je zelo všeč slika Ivane Kobilce, zato jo grem večkrat občudovat. Katera pa? A poletje? No, tudi tista mi je zelo všeč, ampak še bolj občudujem tisto, ki se imenuje Kofetarica. O čem govorite? O slikah Ivane Kobilca. Meni je vedno zanimivo gledati portrete. A ste vedeli, da je na sliki poletje pravzaprav slikarkina sestra? In veliko rož. Meni so pa zelo všeč Van Gogove sončnice. Te pa niso v Narodni galeriji. Res je, Vincent van Gogh je naslikal okoli 900 slik, ampak nobene od njih nimajo v Narodni galeriji. To sliko, ki je meni najljubša, hranijo v Muzeju umetnosti v Nemčiji. V katerem muzeju si bil pa ti, Jošt? V Moderni galeriji. A imajo tam tudi slike? Imajo, seveda. Imajo pa tudi fotografsko in kiparsko zbirko, ter zbirko risb in grafik. Kaj ti je bilo pa najbolj všeč? Težko rečem. Vsakič občudujem kaj drugega. Morda bi bilo našim poslušalkam in poslušalcem zanimivo v tej galeriji poiskati in pogledati bronasti skulpturi kiparja Zdenka Kalina, ki se imenujeta Otroške igre. Vsaka izmed skulptur namreč predstavlja drugo otroško igro. Kaj je to skulptura? To je samo druga beseda za kip. A ja, kip! Kipar dela kipe, majhne in velike. 1, 2, 3, kip si ti. A se gremo? Tanja, nimamo zdaj časa za otroške igre. Začeti moramo z oddajo. Aha, saj res. O čem pa bo? Oddaja o umetnosti. Preden začnemo, pa poskrbi, da te ne bo nič zmotilo. Da si udobno nameščen ali nameščena. In dobro pobožaj svoja ušesa, da ti ne bo šel noben šum. Najprej pa seveda čisto prave pravcate novice. Novice! Novice. Novice! Novice. Novice, novice, novice! Pozdravljeni v svetu novic! Kaj je novega, se sprašujete? Pa kar povprašajmo ptice. Urana Daljana, povej! Umetnost. Moja dušica se veseli in moj kljunček že drhti. A žal se ob umetnosti vsi ne počutijo tako dobro, kakor se jaz. Zadnje čase sploh ne tisti, ki odločajo o tem, koliko denarja bodo namenili kateri od ustanov. Tako so v zadnjem času brez denarja ostala mnoga gledališča, ki ustvarjajo imenitne predstave. Mnoge založbe, ki izdajajo krasne knjige, in mnoga društva, ki ustvarjajo zelo pomembne festivale. Denarja je vedno manj in umetnice in umetniki imajo vedno več težav. Ljudje
pa še vedno ustvarjajo, čeprav za to ne dobijo ne poštenega, ne nepoštenega plačila. Za mnoge ljudi je izražanje skozi umetnost res edini način. No, čeprav smo v novicah, takšna reč žal ni nič novega. Če pogledaš na kovanec za 5 centov, lahko vidiš sliko Sejalec zelo znanega slovenskega slikarja Ivana Groharja. Danes ga slavimo in smo nanj ponosni, ko pa je živel, pa ni našel prostora zase in je večkrat prenočil v neki stari baraki nekje v Škofji Loki. Potrudimo se, da bomo umetnost v vseh oblikah cenili. Vsak lahko najde nekaj zase, naj bo to književnost ali kiparstvo, ali slikarstvo, ali film, ali animacija, ali karkoli drugega. Veselimo se umetnosti. Oh, kako lepo je, da jo imamo. Hvala, Urana Daljana, si pa res ena umetniška duša. Kaj pa Galeb? Je tudi v tebi kaj umetnika? Pozdravljeni. Seveda, tudi galebi imamo v sebi umetniško žilico, saj z našimi krili radi rišemo po nebu. Sam sem tudi vedno želel postati pevec, a galebi nimamo veliko posluha. Se opravičujem. No, sem pa za vas danes združil 2 svoji veliki ljubezni, glasbo in vreme. Preveril sem, ali naše pevke in pevci kaj pojejo o vremenu in presenetilo me je, koliko pesmi je posvečeno vremenskim pojavom. Na naših radijih boste tako našli kar 22 pesmi z naslovom Veter in še več takšnih, v katerih piha, naprimer skladbe Mrzli veter, Veter z juga in Burja burjasta. Kaj mislite, je pri nas več pesmi z naslovom Dež ali Sonce? No, glasbeniki in glasbenice imajo očitno radi tako deževno kot tudi sončno vreme, saj sta dež in sonce popolnoma izenačena. Vsak posebej imata po 34 pesmi. Skupaj pa se pojavita v 5 pesmih, 4-krat kot dež in sonce in 1-krat kot sonce in dež. Najbolj popularen letni čas pa je pomlad. Pesmi s takšnim naslovom je kar 48. Upam, da bo kakšna od njih kmalu odbrenkala zimo. Hvala za pozornost. Hvala, Galeb, vedno nas naučiš nekaj novega. Zdaj pa k Božji kos. Po poklicu je muza. Hvala. Morda ste že slišali, da vsaka umetnica ali umetnik potrebuje svojo muzo. O ja, muzo, tako je. Prav ste slišali. Muze smo pravzaprav vir navdiha. Brez navdiha ne bi bilo nič. To je tisto, kar te požgečka od znotraj, da ustvarjaš. A kako to deluje? Predstavljaj si, da slišiš petje kosa ali kosovke. To te tako navduši, da si tudi ti želiš lepo peti ali igrati na kakšen inštrument. Potem vadiš in vadiš toliko časa, dokler ne zveniš kot žvrgolenje ptic. Nekatere ustvarjalne duše se na primer zagledajo v kosje perje in nas potem naslikajo v kako svojo umetnino ali pa naredijo glineno skulpturo po moji, naši podobi. Tisti, ki so jim ljubši stihi, nas nagovarjajo v svoji poeziji. Prejšnje poletje smo vsi člani družine Kos imeli na vrtu nekega pesnika Ptičji bal. Zbrali smo se in peli, plesali ter se gostili z najdebelejšimi črvi.
Pri tem naj omenim, da je prišel tudi najslavnejši pevec naše družine, Jernej Črni. Ta je kasneje postal muza v pesmi, ki jo je v svoji pesniški zbirki Kosmatice zapisal Milan Šel. Gre pa takole. Črni kos. Jernej črni kos prepeva po svetu brez suknje in bos. Pa kaj za to? Ne moda, petje je njegova služba. To vedo vsi otroci in vsa njegova pevska družba. Hvala, Boža Kos. Tole je pa res pobožalo moja ušesa. Upam, da tudi vaša poslušalci in poslušalke. Na slišanje! Ej, piše, da bo zdaj gost. Ne, gost. A ja, gost. Dobrodošli! Pozdravljeni v učnem kotičku. Danes sva z vami Matej? in Teja. Z Matejem Dečekotom sva prijatelja že več kot 20 let. Spoznala sva se v srednji šoli in spomnim se, da si že takrat veliko risal. Nam si s flomastrom risal tatuje, vedno pa si imel s sabo tudi skicirko. Moje prvo vprašanje je v tvoji družini nekdo, mama ali pa oče, kdo je znal kdo dobro risati? Ne, da bi vedel. Ne mama, ne oče nista neka risarja bila, niti stari starši. Tako da jaz sem nekako prvi v družini, ki se je začel s tem ukvarjati, tako da res. S čim pa najraje rišeš? Najraje imam kakšen zelo hrapav papir in kakšen v redu svinčnik. Kaj pa najraje rišeš? Po moje najraje rišem kakšne smešne knjige, strip o psičku Šnofijo, ki izhaja v reviji Pil, pa tudi sem pa kakšne različne projekte, no, samo da so zabavni. Kaj si do zdaj narisal, pa poznamo? Ja, kot sem omenil, psička Šnofija poznajo mnogi, lahko rečem, iz revije Pil, ki izhaja mesečno. Ilustriral sem tudi serijo Blazno resno od pisateljice Dese Muck. Pa ja, še katere knjige, mogoče zdaj nazadnje sem narisal eno slikanico za Narodni prirodoslovni muzej Slovenije in serijo Zalo z Gago, ki je šla pri založbi Miš. Ti si tudi avtor naše vizualne podobe. Kako pa je nastala? Ja, torej, dobil sem nalogo, da oblikujem logotip in da je pač logotip ne bi bil za radijsko oddajo. Torej, hitro sem se spomnil na en stari radio z zvočniki in je hitro se spremenil v nek obrazek in en par takih luštnih oči. Ja, in potem sem vam pokazal in vam je bil všeč. Ampak to v bistvu nisi narisal, to si oblikoval ali kako, ne? Ja, mogoče bi lahko govorili o oblikovanju bolj kot o risanju, čeprav je zelo tanka meja včasih, sploh v tem primeru. Veš, kaj me zanima, a imaš kakšnega vzornika oziroma vzornico? Ja, kadar rišem stripe, mi največkrat pride na misel Božo Kos, ki je tudi risal slavni strip Kavboj Pipec in Rdeča pesa. Je tudi izhajal v Pilu in tudi bil je zelo plodovit ilustrator in fizik celo tudi, ne? Je bil znanstvenik in ja, je ilustriral marsikatero knjigo, pa najbolj pa se ga spomnim po ilustracijah iz revije Pil in tudi v stripih, še zdaj jih kdaj prelistam. V prejšnji oddaji je bil naš gost Luka Seliškar, ki ti je zastavil tole vprašanje. Si že kdaj narisal strip, ki se dogaja v vesolju? In če ne, kdaj ga boš? Ja, kar nekaj let nazaj je bila ena pustolovščina Psička Šnofija, ki se je dogajala v prihodnosti.
In v tej prihodnosti je Slovenija vesoljska velesila in se odpravijo z ladjo Brokoli v vesolje in tam rešujejo svet. V bistvu je v tistem času je Zemlja tako onesnažena, da iščejo razne rešitve, kako jo očistiti. Oh, wow, ok. No, tega stripa še nisem prebrala. Upam, da ga bom v prihodnosti. Še eno vprašanje, to je pa v bistvu vprašanje, ki je precej namenjeno malim in velikim risarjem, slikarjem, risarkam. Kako to postaneš? Ja, ponavadi otroci nehajo lepo risati, takrat, ko se zavejo samega sebe in se zavejo, da morajo biti dobri, in takrat ponavadi vsi odnehajo. Moj nasvet bi bil, da se tega čim bolj poskušaš otresti in da nekako se osredotočiš na veselje, ki ga imaš pri risanju, in ga pač ne izpustiš. Z drugimi besedami, da enostavno ne odnehaš in vztrajaš dalje. Super, hvala. Zdaj pa v bistvu je enaka naloga doletela tudi tebe, da eno vprašanje postaviš za našo naslednjo gostjo, ki bo pa Alenka iz društva Smet umet. Ja, vprašal bi jo, kaj je bila najbolj trapasta smet, katero je ponovno uspela uporabiti do sedaj. Ok, super. Bodi pozoren na naslednjo oddajo, v kateri boš dobil odgovor. Najlepša hvala, Matej, da si bil z nami, in komaj čakam spet kakšno tvojo novo stvaritev. Hvala vam za povabilo. Čau! Za boljši svet. Ej, Juž! Juž! Jošt, kdaj si pa ti prišel? Ja, ravnokar. A si v redu? Videti si čisto na trnih. Ne, na stolu sem. Zakaj bi pa sedel na trnih? Pa to se samo tako reče. Če je kdo pod stresom, živčen, če te nekaj muči, recimo. Ja, to pa me. Za službo moram do jutri napisati eno zgodbo. Mogoče pa se lahko sprostiš s kakšnim sprehodom? Sem že šel na 3, do hladilnika in nazaj. No, mislil sem bolj na en sprehod po soncu. Mislim, da je sonce prevroče, da bi hodil po njem. To smo spoznali že v prejšnji oddaji, Jošt. Mislim pa ne res po soncu. Pozabi. Kaj pa, če bi se sprostil z umetnostjo? Z umetnostjo? Ja, da naprimer nekaj narišeš. Nimam papirja. Vse sem porabil za čečkanje idej za zgodbo. Lahko pa zaplešeš? To si pa ne upam. Ko sem bil majhen, me je sestra učila plesati razne valčke, čačačaje in foxtrotle, pa mi ni šlo najbolje. Preveč pravil. Pa se lahko plešeš brez pravil. Samo prižgeš radio in se spraviš v gibanje. Lej, takole. Ampak ti res dobro plešeš, Jošt. Meni pa bi bilo nerodno. Pa sej te ne bi nihče gledal. Pa tudi, če bi te. Če v glasbi zares uživaš, vse ostalo sploh ni pomembno. Veš, z umetnostjo je tako, da se lahko z njo ukvarjaš profesionalno. Da je to tvoja služba. Ja, in umetniki so izurjeni v svoji umetnosti. Veliko časa so posvetili risanju, pisanju, igranju ali plesu, da so v tem res dobri. Tako kot se jaz že dolga leta ukvarjam z gledališčem. Lahko pa se z umetnostjo ukvarjaš tudi ljubiteljsko. Da si popestriš dan, spoznaš prijatelje ali pa odpraviš stres. Samo nekje moraš začeti. Super, Jošt. Velja, bom malo zaplesal, če boš šel ven iz sobe. Pa še oči bom zaprl, da mi ne bo preveč nerodno. Prav. Jaz pa se grem sproščati z oblikovanjem gline. En, dva, tri, i. In
Evo, brat! Če tudi ti kdaj opaziš koga, ki je slabe volje, ga ali pa jo povabi, da se sprosti z umetnostjo. Lahko pogledata kakšen film, tekmujeta v hitrostnem risanju ali pa samo zaplešeta, pa čeprav z zaprtimi očmi. Zdaj pa vabim še tebe, da zaplešeš z Jušem na drugi strani zvočnika. Pravljica. Danes vas vabimo k poslušanju slovenske ljudske pravljice Zlata orehova vejica. Gotovo že veste, kaj pomeni ljudska, a ne? Ja, tako je. Ne vemo, kdo si jo je izmislil, in ker je dolgo časa niso zapisali, se je s prenašanjem iz roda v rod prav gotovo spreminjala. Nekateri današnjo pravljico poznajo tudi pod imenom Štirje godci. No, pa prisluhnite. Štirje godci, ki so hodili od vasi do vasi in godli po gostilnah ter se tako preživljali, so prišli nekega dne do podrtega gradu. Mesec je obseval razpadle zidove in skozi okna so molele veje dreves. Tedaj je rekel eden izmed godcev: Tovariši, napravimo nekdanjim grajskim prebivalcem podoknico. Drugi godci so bili s tem predlogom zadovoljni in vsi skupaj so zaigrali veselo poskočnico. Ko so prenehali gosti, je stopil iz razvalin majhen star možiček, se jim zahvalil za godbo in dal vsakemu orehovo vejico, rekoč: Nesite te vejice svojim otrokom. Godci so vzeli vejice, toda med potjo so jih pometali v travo in opravljali starca. Kaj drugega bi nam lahko dal? Kaj bodo otrokom te vejice? Saj jih imajo doma dosti. Samo eden je vtaknil vejico v žep in jo dal otrokom, ko je prišel domov. Drugo jutro pa so otroci vsi presenečeni priskakljali k njemu in rekli: Oče, zakaj si nam pa prinesel tako trde orehe, da jih še raztolči ne moremo? Pa tako lepo rumeni so vsi. Takih orehov še nismo videli. Godec je začuden gledal orehovo vejico, na kateri je viselo vse polno zlatih orehov. Hitel je pripovedovati o tej čudni zgodbi svojim tovarišem. Ko so drugi godci to slišali, so šli iskat svoje vejice. Ves dan so iskali po travi, vendar so se morali nazadnje vrniti praznih rok domov. Otroci hvaležnega godca pa so prodali zlate orehe in revščina nikoli več ni potrkala na njihove duri. Ta pravljica nas uči, da človek ne sme nikdar zavreči še tako majhnega daru. In tako je prav. Vsak dar nekdo podari in s tem nekaj za drugega naredi. Preden pa se poslovimo, le še nekaj v razmislek. Nekoč je neka pametna glava rekla: veseli naj nas to, da nekomu nekaj podarimo, in ne to, da nekaj dobimo. Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau! Piseskedo! Doviđenja! Naslišanje!
La 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 la. La 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 la. Oj, Teja, kaj pa delaš? Ja, ogrevam si glasilke. A s čajem? Ne, Tanja, no. Ogrevanje glasilk je predpriprava na petje. Kot naprimer ogrevanje mišic pred plesom. A ja, da se ne poškodujejo. Točno to. Če vsak dan ogrevaš glasilke, čemur rečemo tudi upevanje, potem je manj možnosti za hripavost. S tem skrbiš za svojo glasovno zmogljivost. Zato, da lahko poješ bolj zahtevne pesmi. Uf, sliši se kar zapleteno. Kje si se pa tega naučila, Teja? V glasbeni šoli in potem v pevskem zboru. Zakaj pa se zdaj upevaš? Potem, ko zaključimo z oddajo, imam nastop s pevskim zborom. O, a te lahko pridemo poslušat? Jah, seveda, ravno sem vas mislila povabiti. O, super, obožujem koncerte. Jaz sem za. Z veseljem! Potem smo vsi za. Ampak ne smemo prehitevati. A smo dobili kaj pošte? Ne, žal tokrat nismo dobili nobenih pozdravčkov. Škoda. No, pa drugič. Če bi kdo rad pozdravil svoje prijatelje, naj nam piše na elektronski naslov oro.oddaja@gmail.com. Pa ne pozabite se na našo oddajo naročiti na vseh podcasterskih platformah, kot so naprimer Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Play. Ali pa na YouTubu. Tako je. Zdaj si moram pa še zlikati srajco. Za na koncert! Na slišanje! Ej, Tanja, a ti veš, o čem bo naslednja oddaja? O, mi pa smo slike. Spet smo vse pozabili. Meni v zvezku piše, da bo oddaji naslov Eko. Ne eko, eko. Aha, eko, zdaj razumem. Ekologija. Tako je. Na voljo bo od 27. marca naprej na vseh podcasterskih platformah. Kdaj? 27. marca? Na svetovni dan gledališča? Pa res. 27. marec je tudi rojstni dan pesnice in pisateljice Julije Alvarez. Meni na setvenem koledarju piše, da je 27. marec dan za rdečo peso in pastinjak. 27. marec torej. Eko, zabeleženo.